Živijo, evo, jaz sem Mihael Žmahar, dobrodošli v duhovnem ateljeju Potovanje duše. Danes bom prijazen, ker je brezplačna predstavitev in je množična, tako da moram biti prijazen, drugače sem na tečaju, ful nisem. Jezem se. Vesel sem, da se danes tukaj. Vesel sem z dveh razlogov, da se tukaj. Prva stvar zato, ker se vedno rad delam z ljudmi v tem ateljeju in vse, kar delamo tukaj, je z namenom, da vam pomagamo življenje dvignati, dobiti tisto, kar želite, uresničiti inkarnacije in na vse zadnje postati ljudje, ki se bodo dobro počutili sami sabo. Druga stvar pa je, da imam eno posebno simpatijo do Atlantisa. To pa zato, ker sem jaz z Atlantide. To sem ugotovil prvič še nekaj par let nazaj, ko sem z enim vodnikom delal trans-channeling in so mi rekli: "Ej, Žmahar, a tebe zanima, zakaj imaš rad ful grenivko, pa sladko, pa grenko, pa kislo, zakaj ti je to ful všeč? Ali pa te zanima, zakaj toliko obožuješ vodo? Ali pa te zanima, zakaj toliko težk te zazebe? Ali pa te zanima, zakaj si čas bil ful poran, ko si bil star 15 let, ko sem mislil, da sem bil najbolj pameten človek na svetu." In sem rekel, to je zaradi Atlantis zapisov, ki jih imaš v sebi. In takrat sem začel odkrivati svoje pot Atlantide. To ne pomeni, da sem jaz tukaj Atlantid. Pomeni, da jaz v tej inkarnaciji sem normalno človek, tako kot vsi vi. Ampak moja duša prihaja iz Atlantisa. Aziris, moj višji jaz. In nekateri izmed vas prihajate iz Atlantisa. In popolnoma vsi v tem, evo Atlantidi, in popolnoma vsi v tej sobi ste imeli inkarnacijo v Atlantidi, če ne bi bili tukaj. Kakšne bolj podrobne zadeve bomo individualno na tečaju razdelili, ko vas bo zanimalo. Ampak zakaj sem jaz tukaj vesel tega tečaja? Zaradi tega, ker ko sem jaz začel delati z Atlantisom, ko sem jaz začel delati za svojim celičnim spominom in ugotoviti, kaj je tisto, kar v resnici sestavlja mojo energijo in kaj je tisto, kar določene energije okoli na zemlji pelje naprej, takrat so se mi začele stvari v življenju spreminjati. Jaz sem bom zdaj ful iskreno priznal, jaz sem bil včasih ful kreten, res. Ko sem bil star 15 let, sem mislil, da sem najbolj pameten človek na svetu. Mislil sem, da vse vem. Ko sem bil star 18 let, sem delal en biznis, en mrežni marketing. In se spomnim, takrat mi je moj mentor, ti smo v mrežnem marketingu, rekel: "Daj, ti moraš delati biznis z ljudmi, ki so starejši od tebe, ne? Kaj delaš 16-letnimi mulci biznis? Se nimajo denarja, se ne morejo nič narediti, ne? Ti rabiš njihove očete, ti rabiš 40 let ljudi stare, 50 let." In jaz sem vse ljudi, ki sem jih poznal, trije, ko so bili stari 40, poklical. Pa sem šel do teh ljudi, so mi dali oni svoje kontakte od svojih 40-letnikov in pa sem dobil enih listov, enih 200-300 ljudi bilo takrat na seznamu. In jaz sem šel na telefon in sem te ljudi vabil na biznis. In ker mi je rekel moj mentor, ti rabiš poslovno usmerjene ljudi, ker bojo zaštekali vizijo, sem jaz same biznismene vabil na biznis, ne, biznis plan. In se spomnim, ko sem star 18 let, sem imel enkrat en marketing plan v enem hotelu, hotel Žonta, to je en hotel v Šentjurju, pred Celjo, in jaz imam enega podjetnika pred sabo, ko ima eno največje uvoznih podjetij za keramiko v Evropi. Tako, model je res uspešen, posluje po vseh državah Južne Evrope, ogromno podjetja ima za uvoz, izvoz keramike, preprodajo keramike, kopalniške opreme. In je bil star 40 let model, res tako pameten, spoznal se na vse te poslovna področja, prodajo, marketing, računovodstvo, pravo, vse. Res je obvladal svoj biznis. In on meni začne mi govoriti, zakaj ga ta posel ne zanima. In jaz ga sred pogovora prekinem in sem rekel z istim besedam: "Ti nimaš pojma o biznisu, ti bom zdaj jaz povedal, kako se biznis dela." No, to sem bil jaz, ko sem bil star 18 let. Vse sem bil tudi prijazen, pa sem tudi bil skromen, takrat, ko nisem bil to, kar sem zdaj opisal. In jaz sem skozi imel ta feeling glede sebe, ful sem imel skozi prenapihnjen ego, skozi sem imel ta, da je Žmahar največja faca, da on se ve, kdo bo meni govoril. Moj ego drugače toliko velik bil, kot sem jaz. Tako da, to je res močno. Ampak moje življenje ni funkcioniralo. Jaz sem pri 21 letih bankrotiral. Ta biznis, v katerem sem vam kar govoril, sem se sul v enem mesecu. Notor je bilo na stotine ljudi. 2 leta sem živel pasivnih prihodkov in hodil v kino in hango in se fajn počutil. In sem ga sesul v enem mesecu. V enem mesecu sem cel biznis sesul. Zaradi svojega attituda, ker nisem dovolil ljudem, da bi izrazili mnenje, da bi njihove skupine rasle, da bi jim dovolil, da delajo na svoj način, ker sem hotel, da delajo na moj način. In takrat smo s Kristi začela skupaj hoditi, smo bila dobro leto skupaj, in pa smo šli na razen za 7 mesecev. Zdaj ugotavljam, da smo šli na razen za 7 mesecev 80% od tega, ker sem bil jaz bombar.
Priznam, zdaj, ko sem pisal knjigo Heroj, sem se našel tako v vseh poglavjih. Se mi zdi, kot da bi biografijo pisal. Res, in smo šla na razen in se mi je partnerstvo sesul. In potem sem padel na samo dno od tega, da sem res veliko denarja imel in da sem res lahko delal življenje, karkoli sem želel, sem padel na dno, ko sem mogel iti v službo in sem začel hoditi v službe, v katerih nikoli nisem študiral, da bom delal. Jaz sem vedno mislil sebe, da bom uspešen biznismen, pa da bom hodil po svetu, pa predaval, pa to. In na koncu sem pristal v Intereuropi v skladišču, ker moja naloga bila, da sem raztovaril pralne stroje iz šleparjev z rudilcem. In mi je prvi dan pridem jaz v službo in tako 12 ur delam in sem bil ubit. In sem rekel, da drug dan ne grem več v službo. In nisem šel, sploh nisem povedal, sploh nisem šel v službo. Moja manifestacija takrat je še vedno delovala, ker sem dobil celomesečno plačo nakazano, ker noben ni opazil, da mi ni. Ampak naslednji mesec ni več delovala. In pa je šlo moje življenje navzdol. Navzdol je šlo naslednjih 5-6 let zaradi mojega ega, zaradi mojih stvari, ki jih nisem znal znotraj sebe kontrolirati. In jaz sem skozi mislil, da sem car, skozi sem mislil, da sem totalna faca. Ampak sem v bistvu vse rušil, vse odnose, ko sem jih imel v življenju, sem zrušil, nisem uspel nobene dolgoročne stvari zgraditi. In potem sem zadnjih 7 let, 6 let, začel aktivno, oziroma 7 let, aktivno delati na sebi, zavestno. Saj prej sem delal na sebi, ampak nisem delal na področjih, ko so bila pomembna, delal sem na komunikaciji, na samozavesti, ampak nekdo, ki je prepotenten, ne rab samozavesti, nekdo, ki je prepotenten, ne rab čustveno vzorce razreševati, rabi podzavest, rabi na strahovih delati. In to sem zadnjih 7 let skoraj delal. In na koncu sem se sestavil zaradi Atlantisa. Sestavil sem se zaradi Atlantisa, zaradi tega, ker mi je Atlantis rekel, in sem rekel, ti, prišel en vodnik dol in je rekel, ti si vse narobe dojež, mahar, nič ni tako, kot ti misliš, da je. Veš, koliko je to težko, kot je nekdo pri 23-24 letih pove, da si kiksno vse razmišljanje, ki ga imaš. In potem sem začel spoznavati, zakaj mi nič v življenju ni delovalo, zakaj mi nič v življenju ni funkcioniralo, zakaj sem nič ni razvil tako, kot sem si jaz želel, da se razvije. In takrat sem gotovil, da moj leadership ne deluje, da jaz samega sebe ne znam voditi. Kaj bom vodil druge, če samega sebe ne znam voditi? Če sam sebe ne znam pripeljati do tega, da bi se ustvaril neko navado, da bi bil pomirjen samim seboj, da bi zvečer mirno zaspal, da bi se zjutraj navdušen zbudil. Če sam pri sebi tega ne znam narediti, kako bom jaz to naredil pa z drugimi ljudmi? Kako bom jaz to s Kristi, svojo partnerko v zakonu naredil? Kaj bom jaz to s svojimi prijatelji naredil, da se bojo dobro z mano na pijači počutili? Kaj bom jaz to v biznesu naredil? Ni šans, da zgradiš biznes na ta način. In pa sem gotovil, da je vse v leadershipu. Najprej v leadershipu v voditeljstvu do sebe in potem v leadershipu do drugih ljudi. Voditeljstvo do drugih ljudi je samo posledica. Včasih gledam ljudi, ko se osredotočajo na vodenje drugih ljudi. Če ti znaš voditi sebe, drugih ljudi ne znaš, niti ne rabiš voditi, ker so avtomatsko vodeni zaradi tega, ker so del tvojega življenja. In opazil sem, da je ta svet trenutno gre v ful narobe smer. Se strinjate? Midva s Kristi smo ta duhovni atelje naredila leta nazaj z namenom, da dvignemo vibracijo sveta, da posameznike zbujamo, da jim pomagamo zmagati na tistih področjih v življenju, kjer želijo zmagati. In potem smo začeli raziskovati, kaj je pomembno, da se človek zbudi, da spozna svojo dušno strukturo, da zna brati auro, da se zna odločati prav. In vse to zavisi od pravega leadershipa. Ko sem pogledal pa ljudi tam venih, večina ljudi na svetu nima voditeljstva znotraj sebe. In tudi voditelji, veliko voditeljev, ki so na voditeljskih pozicijah, ne znajo voditi srcem. Ste opazili? Zakaj so nastale vse gospodarske krize? Pa uničenje narave, pa vojne, pa prisiljeni davčni sistemi. Zaradi tega, ker so eni voditelji izrabili voditeljsko moč. Zaradi tega ima danes svet problem. Mi da smo ful povezani z naravo, delamo ogromno zdravljenje narave, delamo z elementali narave, uporabljamo vilinske energije, ves čas je tudi na zadnje vilinske atelje. Narava toliko trpi in je težka zaradi tega, ker jo napačni ljudje poškodujejo. Ampak kako bomo zdaj te stvari spremenili? Kako bomo na tisoče in tisoče ljudi po svetu, ki sprejemajo odločitve, ki škodijo temu planetu in na zadnje tudi vam, oziroma meni, vsem, kako se bojo te stvari spremenile? Tako da ustvarimo novo generacijo voditeljev. Samo tako se lahko to spremeni. In ti voditelji ne morajo biti mehki, mevže, zmedeni, prestrašeni. A lahko? Ne, okej. Na zdravje, a vidiš? To, voditelj tako kihne, ne? In
voditelji ne morejo biti taki. Če hočemo mi spremeniti te stvari, ki ne funkcionirajo, rabimo karakterne ljudi. Ne moreš priti v neko okolje in dvigniti roko, ok, bom počakala. Na ta način ne funkcionira več. Ste opazili? Ne moreš danes spremeniti šolskega sistema, zdaj so šli otroci v šolo, ne? Šolski sistem je v redu, ampak veliko stvari pa ne funkcionira v šolskem sistemu. Ogromno stvari se otroci učijo in jih šolski sistem programira v nekaj, kar ni zvestoba samemu sebi. Šolski sistem ne uči ljudi biti kako lider. Ti otroci, ko pridejo v šolo, ne znajo živeti. Kako se bo zdaj ta stvar spremenila? Treba je ljudi, organizacije, ki trenutno vodijo ta sistem, spremeniti. In kako lahko vi to naredite? Ja, tako, da vi postanete lideri znotraj sebe. In ko smo s Kristi ugotovila, da je ful veliko dela potrebnega, smo začela sama delati v tej smeri. Zaradi tega, ker sem ugotovil, da jaz ne bom živel v svetu, v katerem stvari ne funkcionirajo. Ne, in je moja odgovornost za mene, da naredim stvari, ki so pomembne, da se zgodijo. Doben drugih ne bo. Ponovadi ves čas kažemo, bo ona naredila. Vse bojo drugi naredili, ne bojo. Ste že opazili, da drugi nič ne naredijo za vas? Drugi so prišli v to inkarnacijo zase. Imajo ogromno svojih stvari, ki jih morajo narediti. Vsak je prišel v inkarnacijo zase, ampak posledice čutimo pa vsi. In če se vi zbudite v svojem voditeljstvu in naredite inkarnacijo, na katero bo cela vas ponosna, potem se bo cela vas zaradi vas spremenila. In vse te stvari, ki se jih ljudje želijo v življenju, kot so denar, čas, dobri odnosi, so samo posledica, ki pridejo avtomatsko, če zna človek voditi samega sebe in če razume, katere so njegove prave vrednote. Vse imamo na svetu dobre voditelje, ampak nekateri izmed njih ne sledijo pravim načelom. Zaradi tega so posledice takšne, kot so. In tukaj sem videla s Kristi ful striktno pa vse potegnila mejo, da smo se postavila v situacijo, v kateri res sam sebi nismo prizanašala. Smo res rekli, ne, ene stvari je pač pred sebi treba spremeniti, ene navade žmahar tvoje ne funkcionirajo. Način razmišljanja, ko ga imaš, ne funkcionira in to je dejstvo, ker če bi že bil tam, kjer bi bil. Pa nisi. Pa nič ni funkcioniralo včasih. In sem mogel začeti poslušati svojo podzavest, poslušati svoje duhovne vodnike, katere imate vsi izmed vas. Ampak večina ljudi jih ne zaznava zaradi tega, ker so preveč obremenjeni z očitnim, s fizičnim, s tem, kar so jim drugi rekli, da morajo narediti. Ta svet je prepoln ljudi, ki samo poslušajo in se odzivajo. In premalo tistih, ki kreirajo. Enkrat sem z enimi vodniki govoril, kaj je point kreacije, manifestacije v vesolju. Point manifestacije je samo sprožena namera. Tisto, ko sproži namero, tisto pravlja energijo. Razumete? Vi lahko svoje življenje spreminjate samo tako, da sprožite namere. To pa lider počne. Če ste vi sledilci in se odzivate na namere drugih ljudi, potem se za vas življenje ne bo zgodilo. In ko sem sprašal, kaj za vraga moram zdaj narediti, ok, življenje me že dosti usekalo, kaj moram spremeniti pri sebi, so rekli, začni poslušati. Koga? Nažalost, na zemlji ni veliko ljudi, ki treba poslušati. Tudi ta tečaj nisem jaz naredil. Ta tečaj so vodniki iz Atlantise naredili. Jaz ga bom samo predal, zaradi tega, ker sem se toliko zverziral, da lahko skanaliziram informacijo, ki je čista in ni popačena. Ampak ta tečaj nisem jaz naredil. Razumete? Jaz ne poznam vaših življenj v celoti in vaših življenjskih namenov. Vodniki jih pa. Zaradi tega je ta Atlantis nastal. In ko je prišel čas za mene, ko se rekli, ok, žmahar, zdaj pa čas, da narediš stvari, ki bojo, ne samo zate, ampak tudi za druge, ko bojo začeli širše dobro delati, so se oglasili vodniki iz Atlantisa in so začeli pošiljati tečaje. Zakaj ravno Atlantis? Veliko ljudi misli, da je Atlantis neka civilizacija, ki je bila potopljena, pa so neke piramide po tleh v morju. Pustimo te zadeve, ni vse tako, kot pravijo, da so. Atlantis je ena izmed najmočnejših civilizacij 5. dimenzije. Še vedno obstaja in je resnična, veliko bolj kot je resničen planet Zemlja. Mimogrede, vsak izmed vas prihaja iz ene izmed zvezdnih civilizacij. Nobena vaša duša ni zemljskega izvora. Imamo duše, ki so zemljskega izvora in prihajajo iz višjih nivojev Zemlje, in imamo duše, ki prihajajo iz astralnih nivojev drugih civilizacij. In vi prihajate iz astralnih nivojev drugih civilizacij, zato ste danes tukaj. In ko sem se spraševal, zakaj Atlantis, so rekli zato, ker je Atlantis edini sposoben trenutno na Zemlji ustvariti toliko močno energijo, da se stvari spremenijo v tisto smer, v katero se morajo. Ker Atlantis je voditeljska civilizacija. Atlantis je civilizacija, ki ima leadership. Atlantis je civilizacija, katero se pokliče, ko vesolje želi, da se stvari zgodijo.
Imate ogromno, na tisoče in tisoče civilizacij. Ene skrbijo za živali, ene si varuhi zvest, eni so varuhi elementalov, ene so tako čudne, da jih sploh ne razumemo. Atlantis skrbi pa za leadership, skrbi pa za manifestacijsko energijo ustvarjanja in spreminjanja. Zaradi tega je Atlantida začela sidrati svojo energijo na zemljo. Znate ločiti Atlantis energijo od zemeljske energije? En tak zelo hecen primer dam. Atlantis živali na zemlji so lev, tiger, puma, orel, sršen, osa. To so Atlantis zapisi na zemlji. Zemeljske živali, zemeljskega izvora, so pa kokoš, pujsek, krava. Živali, ki jih pač ljudje jejo. Razumete? A ste kdaj videli, da je kdo spekel tigra na žaru? Ne? A ste kdaj videli žabo, da je oso pojedla? Ne. To je Atlantis energija v primerjavi z zemeljsko energijo. Razumete? Na eni strani imaš kokoške, ko so ful lušne živali, malo počasne, ampak lušne, in jih vsi jejo in pipajo in trebijo. Na drugi strani imate pumo, ki nihče ne je, zaradi tega, ker ima popolnoma drugačno energijo. To je razlika med zemeljsko energijo in Atlantis energijo. Imate elementale, ki so atlantitski, in imate elementale, ki so zemeljski. In trenutno je potreba na zemlji toliko močna, da ne moreš za zemeljsko energijo narediti kozmičnih odločitev. Ker moraš planet Zemlja pogledati v širšem smislu, zaradi tega se Atlantis energija začela sidrati dol. Ker Atlantis energija ima par značilnosti, ki zemeljske nima. Prva stvar Atlantis energije je, da poskrbi, da se stvari zgodijo. Kolikrat je folk se neke stvari lotil, da bo delo v življenju, pa ni dokončal, pa se mu ni dal, pa mu je energija zmanjkala na pol, pa je postal utrujen, še predtem je prišel do konca. Atlantis poskrbi, da ko hočeš, da se neka stvar začne dogajati, se tudi zgodi. Kolikrat so vam vrata ostala zaprta, ko ste hoteli na občine neko stvar doseči? Pa pač ni šlo, ko ni bilo uradnih ur, pa pač ona danes ni v službi, pa ne morate dobiti potrdila. Vse se da dobiti. Vpis v zemljiško knjigo lahko dosežete v enem dnevu. Razumete? Katerikoli dokument na občini lahko dobite takoj. Rekli so vam, da ni mogoče, da treba en teden počakati za tak postopek. Policijske kazni, če dobite, se da zmen, da je ne plačate. Zanimivo, ne? Razumete? Da ti diplomiraš v 2 letih ali pa v enem letu, se da doseči. Ne rabiš delovati tako, kot deluje zemeljski zakoni. To je Atlantis energija. In jaz sem se ful naučil uporabljati. Zaradi tega, ker mi omogoča širši aspekt, ker mi omogoča videti stvari na drugačnem nivoju, kot jih pa vidim v tem 3D svetu, iz katerega ponovadi ljudje živimo. Atlantis energija je energija, ki te zbilda. Ker če hočeš ti kanalizirati Atlantisovo energijo, rabiš imeti telo pripravljeno za to. Ne moreš ti kar malo na cigaretih, pa neki masni hrani, pa tem načinu življenja, ne boš mogel jasno kanalizirati Atlantisa. Zaradi tega te Atlantis zverzira. Ko začneš delati z Atlantido, ti začne Atlantida fizično spreminjati biološko, kemijsko sestavo mišic, hrustanca in kosti, da je tvoje telo na biološki ravni sposobno procesirati in skanalizirati vibracijo vodnikov, s katerimi delate. To delamo na drugi stopnji tečaja. Bildanje Atlantis telesa. A veste, da je selen in kalcij, da sta 2 ful nujno potrebne sestavine, če jih na zemlji jete, da jih imate dovolj v telesu, da lahko uspešno kanalizirate Atlantis energijo. Jaz vem, da zdaj eni mislite, kaj ti zdaj tukaj govoriš, ampak jaz vam samo povem, kaj je potrebno, da boste šli v svoji manifestaciji in kreaciji naprej. Zaradi tega, ker večina ljudi je zmedenih in ne vejo, kaj je realno potrebno narediti. In ko sem začel delati z Atlantisovimi vodniki, se mi je življenje obrnilo na glavo. Ampak jaz sem tisti, ki sem mogel biti sposoben delati s to civilizacijo. Jaz sem tak, ki sem mogel povedati, lej, tukaj samo pravo sem delal in prav je, dovolj energije imam, da lahko delam z vami. Večina ljudi, Atlantida ne dela z večino ljudi, ne zaradi tega, ker ne bi hotel, ampak zaradi tega, ker ljudje noče delati z njimi. Razumete? Mi lahko delamo s temi civilizacijami samo takrat, ko imamo karakter zgrajen, ko imamo načela prava, takrat, ko imamo namen v življenju pravi, takrat, ko mi poštimamo te zadeve pri sebi, so vsi vodniki 5 civilizacij priklopijo na vas in vam pomagajo. Če pa ti bluziš v življenju in nimaš cilja, nimaš plemenitega cilja, ki bi vključeval širšo dobro,
in potem ti pa nihče ne bo pomagal. Potem se pa dogaja to, da ljudje celo življenje hodijo v službo in delajo stvari, zaradi katerih so nesrečni in na koncu nima nič za pokazati. Včasih vidiš kakega 70-80 let starega človeka, ki je jezen je na svoje življenje, ki je 40 let zapravo za nekaj, kar ni bila njegova resnica. Razumete? Če vi enkrat sprejmete odgovornost za svojo energijo, potem se vam nikoli to ne bo zgodilo. Nikoli ne boste nesrečni v življenju. Jaz sem včeraj komi čakal, da prijem z morja. Komi sem čakal, pa sem bila na Hvaru, pa je bilo res fajn, pa topla voda, pa toplo vreme, sem komi čakal, da prijem z morja, da sem lahko začel delati. Zato, ker me veseli to, ker je to nekaj, kar me spopolnjuje, ker je to moj namen. A ne bi hoteli vsi takega življenja živeti? Vsi ljudje, ki jih poznam, ki ne sledijo svoje energije, so žučni, ko pridejo domov. 2 prijateljice sta zdaj prišla iz malo daljšega dopusta, depresivna sta že 2 tedna. Ker sonček je izginil, Margarita je izginila, Muska je izginila, lepih fantov ni več na plaži in je zdaj sivina tukaj, ponedeljek zjutraj in šefka ga že 8 let gledajo. Kako bo človek pa v taki resničnosti kanaliziral in bil zvest samo sebi? Ne gre. Zaradi tega sem naredil tečaj, smo naredili tečaj, sorry, kad te zbilda. Jaz nisem hotel še sam enega tečaja, ko bi neke informacije predavali, pa da vi tu sedite, pa vam jaz govorim brez veze. To cela šola na tem zgrajena. Hotel sem tečaj, ko bojo ljudje prišli, bo rekel, evo, tukaj sem, to pri tebi ne funkcionira, to pa poprav, kako, tako in tako. In ko je 6 mesecev konc, so ljudje v 90% izbildani v liderje. Zaradi tega, ker tečaj je ful zanimiv, ampak naporen. Priznam, ne prizanašam nobenemu, pa ne jaz bi že prizanesel, saj sem tudi jaz človek, ampak vodniki ne. Ker preden vam vesolje položi v roke moč manifestacija in vam da nagrade, kot so denar, čas, pravi kontakti, pravi informacije na trgu, ko vam da priložnosti, ko vam lahko veliko moč v roke položijo, morate mi dokazati, da smo v redu. Se sedaj vprašali, zakaj vsi ljudje nekaj sanjarijo, da bi imeli veliko denarja, pa ga skoraj noben nima? Ne zato, ker ni denarja na svetu. Denarja na svetu je čist dost. Bodimo iskreni. Jaz poznam ljudi, ko imajo toliko denarja, da ga si sploh zapraviti ne morejo. Fora, zakaj ljudje nimajo denarja, je zaradi tega, ker je denar moč. In če imaš ti moč v rokah in istočasno nimaš poštimane podzavesti, boš naredil pizdarjo. Razumete? Ti dobiš moč v roke od vesolja samo takrat, ki si jo sposoben upravljati. Kaj bo nekomu 18-letnemu mulcu 200 jurjev? Kupil si jo Porsche in se bo zaletel. In ubil nekoga na cesti in porušil drevo. A lahko tak človek, če ni poštiman, služi s to močjo ne more? Zato rabi človek iti čez proces. Ko pa gre človek čez proces, ko zbilda svoj karakter, ko ukroti svoj ego, ko ščisti svojo podzavest, ko razvije veščine, ki jih rabi, takrat pa vesolje odpre vrata in vrže dol absolutno vse, kar ta človek rabi, da naredi svoje življenje smiselno. Mi dva s Kristi smo se včasih mogla ful boriti, da smo ene stvari dobila, zaradi tega, ker nismo znali upravljati z močjo. Danes, karkoli želimo, ustvarimo, dobimo takoj. In tudi, če se jutri spomnimo, da se selimo v ZDA, se bojo zadeve poklopile tako, da se bomo lahko brez problema selili. Razumete? Gre se samo za to, da smo bila pripravljena prevzeti odgovornost na svojemu nivoju, leadership na svojemu nivoju, zato da lahko dobimo vse tisto, kar si ljudje želimo v svojih življenjih. Tudi gozdni atelje, tam se bo ta stena rušila, pride cela predavalnica, tam na drugi strani stavbe, štarta novembra, smo se na Hvaru spomnili. Na morju dol in smo šli z plaže, na laptop v sobo, 2 dni delala in smo v 2 dneh zrealizirala celotno predavalnico. Razumete? Vse se da narediti, če vi znate svojo energijo upravljati, ampak ljudje ne znajo. Zaradi tega, ker so eni razpršeni med svojim egom in so ujetniki svojih vzorcev in travm in strahov. Eni imajo napačne želje, ker mislijo, da so njihove resnice so pa drugih ljudi. Eni ljudje ne upajo se izpostaviti in povedati, jaz sem Mihael Žmahar in delam to in to. Nekateri ljudje se sramujejo tega, kar počnejo, samega sebe in probajo iz sence v ozadju kreirati življenje. Iz sence vi ne morete zasijati.
Če hočete vi svoje življenje zgraditi, se morate spostaviti, morate glas uporabiti, zato ste ga dobili. Zato smo ljudje dobili glasilke, da nas slišijo ljudje, roke, da pokažemo, srce, da ga izrazimo. In večina ljudi tega ne počne. Zakaj? Ker jih je strah javnega nastopanja, izpostavitve. Kaj si bojo pa zdaj sosedi mislili? Vi verjetno nočete, vedeti nočete, kaj si mislijo nekateri ljudje o nama. Kristi se pogovarja z mrtvimi. Jaz sem za Atlantid. Enkrat me je prijatelj, ko sem začel delati te zadeve, pokliče na kavo, te zadeve, meditacije voditi pa to, me pokliče na kavo, dolgoletni prijatelj in reče, Žmahar, poznam te celo življenje, skozi si bil normalen, zdaj pa kar neki angelčki, kaj je s tabo? In mi je rekel model, 4 leta ti dam, da boš ugotovil, da je vse skup bullshit, 4 leta ti dam, da se s Kristi ločita, 4 leta ti dam, da se ti življenje sesuje. Veste, kaj se je edino sesul v tem času? On. In njegov six-pack, ker zdaj ima one-pack. Razumete? Pa ne pravim, da sem kaj boljši. Pravim samo, da sem se sprejel odgovornost, da spremljam svojo energijo. In to je tisto, kar Atlantis Master, če sta tečaj uči. Človeka pogleda, kakršen enega začne trenirati. Ljudje imamo full sense znotraj sebe, ki se jih bojimo. Ti ne moreš uspeti v življenju, če zanikaš samega sebe. Ti lahko uspeš v življenju samo takrat, ko sprejmeš vse nivoje sebe. Tudi sence, tudi negativne misli, ampak negativne misli nič ne škodijo, če jih znaš upravljati. Razumete? Nič ni narobe, če ste vi prestrašeni, nič ni narobe, če vi ne upate nečesa narediti, pa vas je strah nečesa. To je normalno, se to nas dela človeške. Narobe je, če ta strah vodi vaše odločitve. Zato na Atlantis Masterju celo stopne tečaje posvetimo temu, da vi sence svoje spoznate. Si predstavljate, koliko cool je, da si ti priznaš vse svoje temne aspekte, vse svoje šibkosti, pa se istočasno počutiš proklet samozavestnega? Veste, kakšna svoboda je to v srcu? Ko ti vsem, kaj si folk okoli tebe misli, ko ti vsem, kateri del sebe izraziš, zato ker si pomirjen z njim. Zakaj ljudje nas skrivaj kadijo? Zato ker jih je strah, da bodo drugi videli. Zakaj ljudje nas skrivaj varajo? Zato ker jih je strah, da bodo drugi videli. Zakaj ljudje nas skrivaj jejo se jim večer po noč? Zato ker jih je strah, da bodo drugi videli. Zakaj ljudje ne upajo voditi meditacij z vodniki? Ja, kaj si bo pa soseda mislila? Razumete? Ko si enkrat pomirjen za vsemi nivoji sebe, ti vseeno, kaj si drugi mislijo. Tako kot je meni vseeno, kaj si drugi mislijo. Jaz vas zdaj spoštujem, ampak res mi je vseeno, kaj si mislite o meni. Če bomo našli skupno pot in bom gotovil, da vam lahko kako pomagam, vam bom z veseljem pomagal. Če pa vaša resnica drugačna od moje, zakaj bi potem jaz spremenil življenje zaradi tega? A si predstavljate, kakšna svoboda v življenju je, če razumeš to in čutiš to znotraj sebe? Da lahko greš po plaži, v kopalkah in ti vse, kdo te gleda in kak zgledaš, zato ker se sam vse dobro počutiš in znaš, rečeš karkoli želiš reči. Vam bom povedal en primer. Jaz govorim ful zanimivo hrvaščino. To pomeni, da ko grem na morje, me hrvaški ljudje prosijo, če lahko govorim slovensk. To se mi je zdaj na Hvaru spet 2-krat zgodilo. In jaz drugače, ko padem not, jaz se trudim, jaz sprejemam hrvaško in se trudim, tako. Jaz res hočem kulturo sprejeti, pa priditi ljudem nasprot in pokazati, da cenim, da sem na njihovem ozemlju in govoriti hrvaški in pa malo vlečem od tam, malo tam in nastane nekaj. In pa mi je Kristi zdaj na Hvaru prevajala, kaj jaz govorim. Ko sem šel v restauracijo, sem si naročil torto, eno Nutella torto, in sem na takarci rekel, da bi z veseljem božal še 3 torte. Jaz mislil, da mazniti pomeni pač maznati po slovensk, in pa resnici božanje, ne? Pol je bila naslednja stvar, da jaz nisem vedel, kaj pomeni beseda munjen. Nisem vedel. In sem slišal tam konobarje, da so to rekli. In sem pač munjen rekel v pogovoru z natakarjem in me pogledal in pa sem zvedel, kaj to pomeni. Razumete? Pa sem šel na recepcijo in sem hotel vprašati, kje je peš pot do Hvara, do mesta Hvar. In sem vprašal, kakav ti je pot? In Kriste reka, ti veš, kaj si ti njej rekel? Kakšen ti je znoj? In ona mene gleda tako, veš. Ampak pa mi je rekel par ljudi,
teh natakaric mlajših, ko naprimer sploh nič slovensko ne govorijo, ste rekli, a lahko prosim govorite angleško, se bomo prej razumeli, ne? In sem bil edini Slovenc, ko sem angleško govoril s Hrvati. Ampak veste, kaj je največje, kaj ste zgodbe? Da se res nikoli nisem počutil slabo. Zaradi tega, ker vem, da sem se trudil, da se trudim, jaz se saj trudim govoriti hrvaško, vem, kot ti se ne slovensk. Ne boš ti meni govoril, kako se bom jaz počutil. In kljub temu, da sem mi cel hotel smejal in na koncu meni kelnar rekel hudič iz Slovenije, nickname hudič iz Slovenije, so mi dali v heco, zaradi tega, ker res smo se zaštekali, pa na Facebooku smo se prijatelji. Ampak nisem se nikoli počutil slabo. Zaradi tega, ker me Atlantis naučil, da doben del mene ni osnovan na mnenju drugih ljudi. Sem pameten in poslušam mnenje drugih ljudi. Če mi boste vi karkoli rekli, bom vsakega poslušal, ampak potem bom sprocesiral to, kar ste rekli, za svojo resnico. In če boste imeli prav, ful ti hvala za kritiko, hvala, ker si mi Andreja povedala to in to, bom sprejel to, prosim, bom sprejel to, se bom popravil, če pa ne bo rezoniral z mano, bom pa zavrnil. Razumete? Si predstavljate, kakva svoboda v življenju je to? Da lahko komorkoli rečeš, karkoli želiš. Če čutiš to, da nisi odvisen. In to je tisto, kar Atlantis uči. Atlantis uči take voditelje, peljete čez proces, v katerem te nauči, kako biti takšen človek. Atlantidi so takšne bitja. In Atlantis energija je takšna. Peti ti levo, pa mu reče, nimaš še tvoja dlaka. Razumete? Pujsko, karkoli narediš. Morate res ugotoviti, da so v vesolju energije, ki jih lahko za karkoli uporabljate. Naprimer, zdaj prijete čaj zvezdne generacije. Siriusom, Plejadom pa Orionom. Sirius, Plejada in Orion imajo tudi svoje energije, katere lahko uporabljaš. Tako kot uporabljaš na nivoju na področju voditeljstva Atlantis, lahko na področju zdravljenja Sirius uporabljaš. Razumete? Dajte izkoristiti te možnosti. Ampak vse te civilizacije vas bo peljale čez proces. Ker ne moreš ti biti neveden znotraj sebe in razstavljen in istočasno kanalizirati močno energijo. Zato je ta tečaj ful direkten, priznam. So se ljudje jokali na tečaju, pa so ljudje hoteli iz tečaja dol, pa ljudje niso hoteli delati stvari, ko jih delamo na tečaju, pa so hoteli preskočiti, pa so bili živčni, pa Max je vse s kamero posnel, ker cel tečaj vaje snemamo s kamero, vsa javno nastopanje z mikrofoni, vaje karkoli posnamem in na koncu dobite USB ključ, na katerem imate cel 6-mesečni tečaj vašega drila, da boste sebe videli, kakšen ste bili prvi mesec in kakšen ste bili 6. mesec. In 6. mesec se boste zelo dobro počutili. Razumete? Ampak eni ljudje se uprejo temu in eni ljudje nikoli v življenju ne pridejo do resničitve zaradi tega, ker nikoli ne grejo čez ta proces. Jaz vem, da tečaj Atlantis Master ni lahek. Ni, zaradi tega, ker ko sem jaz šel s prvo skupino, jaz čez tečaj, sem jaz mogel samega sebe buildati, da sem lahko tečaj do konca naredil. Ampak rezultat ti da pa točno tisto, kar želiš. Si predstavljate, da se lahko dobro pogovarjate s komorkoli, kjerkoli, kadarkoli? Ker kar sem opazil, da večina ljudi se dobro pogovarja in samozavestno svojo sosedo, pa svojo mamo, pa svojim fotrom, pa babico, pa mogoče prodajalko v trgovini. Ko pa pride policaj, pa večino ljudi zmrzne. Ko pa pride izvršbe z davčne, pa večino ljudi zmrzne. Ko jim pa direktor ali pa šef nekaj reče, pa večino ljudi zmrzne. Ko pa pride neka avtoriteta, nek politik, nek biznismen, se pa večina ljudi zelo majhne počuti. A ne bi bilo dobro, da ne bi ljudi več na tak način gledali? Da ti vseeno ima model pred tabo 2 milijona na banki ali pa 2 milijona minusa? Da ti vseeno ali nekdo brezdomc ali nekdo super uspešen podjetnik? Razumete, kaj ta tečaj uči? Nisi več zmeden. Ne padeš več na teh odločitvah. Znaš se odločiti prav v skladu s svojo energijo. Ne zmrzneš, takrat, ko je potrebno reagirati. Ker večina ljudi v sklopu teh dnevnih navad, pa življenje, ko ga imajo, znajo vse reagirati. Vsi znate prah pobrisati, a ne obajti. Vsi znate avto servisirati, vsi znate svoje plače zaslužiti. Ko pa pride problem, ko ga je treba rešiti, ko pride pa izvenserijski problem, ko nekdo zboli ali pa se neka stvar zgodi, ki nisi pričakoval, pa večina ljudi pade. Ker ne znajo v ključnem trenutku iniciative potegnati in sprejeti voditeljstva v sebi in narediti tisto, kar je treba. Tega pa večina ljudi nima. Ampak tukaj se šele začne uresničevanje res vrednih ciljev.
Ker vi, če hočete uresničiti neke cilje, ki jih trenutno nimate, boste mogli delati stvari, ki jih trenutno ne počnete. To pomeni, da so vse stvari izven cone vašega obdobja. Vse, kar je vredno za vas, boste vi ustvarjali izven cone vašega obdobja. To, kar ustvarjate v svoji coni obdobja, vas ne spopolnjuje. Tisto, kar je izven vašega dosega, je tisto, kar vam bo osmislilo inkarnacijo. Kako boš zdaj to naredil, če te strah tja iti? Razumeš, kako boš to naredil, če ne razumeš? Moraš imeti ta notranji drive, da greš v neznano in pač sproti ugotavljaš, kaj treba narediti. Moraš imeti ta fokus. In to je Atlantis energija. Zato Atlantisovi vodniki delajo z ljudmi na zemlji, ki hoče narediti spremembe. Danes lahko vsak naredi spremembo, to je dejstvo. Folk se sam zgovarja drug na drugega. Danes ne da se spremeniti stvari. To ni res. V tem duhovnem ateljeju na stotine ljudi vsak teden pride na meditacijo ali pa tečaje. Zaradi koga? Zaradi Kristi. Zaradi mene. Zaradi Nala. Nataše. Razumete? Pa to sem par ljudi. Ima na tisoče in tisoče ljudi drugačno življenje. Zakaj? Zaradi tega, ker vsak na svojemu nivoju sprejemamo odgovornost za tisto, kar je treba narediti, in to je odločitev. To ni sreča, to ni, na zdravje, to ni dar, ki si ga dobil, to ni dediščina od staršev, vsak se lahko to odloči. In tisti ljudje, ki nimajo življenja, kakršnega si želijo, so si sami krivi. Tudi če si se rodil v revni familiji, ne rabiš v revni familiji umreti. Tudi če si danes bolan, lahko ali ozdraviš, ali pa to bolezen spremeniš v svojo dobrobit in narediš tisto, kar lahko. Poznam zgodbe ljudi, ki imajo multiple skleroze, pa so športniki. Poznam zgodbe ljudi, ki nimajo nog, pa so šli na gore, pa so profesionalni plezalci. Poznam slepe ljudi, ki kolesarijo. Poznam vse možne blokade, ki so jih ljudje doživeli, pa so šli naprej, ker so se odločili za leadership. Nič ni takega, kot je biti rojen z srebrno žlico v ustih, tega ni. Vsak človek sam srebrno žlico ustvarja. In edina stvar, ko človeka loči od tega je, ali bo vodil, ali bo dovolil svoji duši, da mu leadership duša ustvarja, ali pa njegov ego. Ker če te vodi ego v življenju, lahko ustvarjaš samo v okviru tega ega. To majhno zemeljsko življenje, ki ti ga ego omogoča, da ga vidiš. Če pa ustvarjaš z dušo, takrat lahko pa ustvarjaš vse stvari, ki jih ne razumeš. Kanaliziraš energije, ki jih ne razumeš. In to delamo na Atlantis Masterju. Na prvi stopnji Atlantis Masterja vsi se povežemo v Atlantisovo svetlobno mrežo, v kateri so nalovdane vse vaše intuitivne ideje. In ko se človek poveže v Atlantisovo svetlobno mrežo, zna kanalizirati. Heroj knjiga Karizmatične prihodnosti, ki zdaj sem jo zaključil. Od kje mislite, da je prišla? Enkrat sem rekel, rabimo knjigo za tipe, v trenutku je cela knjiga prišla v cloud, v oblak nad mojo glavo. Rabil sem samo zemeljsko delo in jo spisati. Razumete? To pomeni kanaliziranje. In to vam vodniki dajo vaši. Vsak izmed vas ima na desetine vodnikov, ki čakajo z idejami, projekti, podjetji, informacijami, da je plis dojam. A lahko, dej, posluš, že 200 let, posluš. Razumete? Vsak izmed vas ima to. Eni imate knjige, eni, ki ste samski, je vaša sorodna duša tako bliz, ampak ker vaša čustvena frekvenca ni prava, je ne morete zaznati. Eni se želite tako močno podjetništvo spet. Milijoni idej imate gor. Milijoni idej. Problem, ki ga dobiš potem je, da imaš premalo zemeljskega časa. Veste, kaj je hec? To je tretja knjiga, ki sem jo zdaj pisal, sem rabil zemeljski čas, da sem jo napisal. In ko me malo zaguštilo, sem šel v hribe in sem jo tam dokončal. Ampak vmes sem je že 4. knjiga prikazala, pa 5. knjiga, pa 6. knjiga. Kristi ima 8. knjigo zdaj piše, pa 9. knjigo ima v glavi. Pa imam projekt, ki ga bom šele čez 5 let začel delati, ker zdaj fizično nimam časa. Razumete? Drug problem dobiš. Preveč ljudi je, ki se potem hoče s tabo družiti, pa moraš pa zbirati. S kom se družil, ker imaš 24 ur zemeljskega časa. Drug ekstrem dobiš v delovanju. To so sladki problemi, potem, ko se odločiš, kaj bi štartil, to je to. Ampak to ima vsak izmed vas. Vsak ima to. In to je tisto, kar bi mi oba s Kristi rada ljudi naučila, da življenje ni določeno, da vseeno si doma v Trbovljih, v neki hribogor, ali si doma na Jesenicah, ne, Čorčip, borc, ali si doma
Ali si doma v Bosni, ali si doma v Banja Luki, ali si doma na Hvaru, vse nima veze. Vi se boste odločili, kje boste živeli svoje življenje. In to je tisto, kar Atlantis vsakmu ponuja. Rečeš, ja, pripravljam se spremeniti, pride, te poveže v svoje svetlobno mrežo in potem te pušne v proces. Brusanje karakterja, odstranjevanje nepravih navad, drilanje komunikacije, ustvarjanje mejne komunikacije. Prava komunikacija se začne šele takrat, ko večina ljudi utihne. Pa se je zdaj že dosti tisno v kot, pa ste povesili glavo, ste že bili, da je take situacije, ne? Od tam naprej se začne resnično pogajanja. Z volkovi. Če hočete delati velike stvari v življenju, se morate naučiti delovati z volkovi. Doben problem ni ovc voditi. Ovci rečeš, če gre, če ne gre, pač porineš, pa gre. Volka ne moreš porinati. Ampak ljudje, ki bojo osmislili vaše življenje, so edino volkovi. Vi ne morate imeti ovce za svojega partnerja. Če bi jaz imel ovco za svojega partnerja, ugonobil bi jo. Tako rabim Kristi, ki mi spraska faco vedno, ko gremo jego predaleč. Razumete? Ona me je sposobna ustaviti v trenutku, prizemljiti. Tako, toliko je majhna, toliko me znava šamariti. Rabim tako partnerko, če hočem veliko zgodbo narediti, razumete? Rabim volkuljo za svojo partnerko. In vi, če boste hoteli resna podjetja voditi, boste rabili na odgovornih mestih volke. Ne ljudi, ki boste kar malo šetali, tako pa malo za nos vlekli, pa bojo delali ponižno, kakoli boste rekli. Ljudi, ki vam bojo kontrirali, ljudi, ki vam bojo rekli, ne strinjam se s tabo, nimaš prav. Ko boste take ljudi znali voditi, pa bojo vsa vaša področja funkcionirala. In to je Atlantis Master. Naučite delati s tigri, z levi, ker lev to opraska. In naučite potem zaceliti in preživeti in iti naprej. Ker ste že opazili, da vse pomembne stvari v tem življenju, na tem svetu ustvarjajo volkovi. Vsi ostali samo sledijo. Če bodo hoteli karkoli spremeniti, v kateremkoli sistemu, ali pa v vašem življenju, boste mogli postati volk. Ker ovce so namenjene temu, da se hepa striže. Bodimo realni. Volka dobeden ne je pa ne striže. Razumete? To je tisto, kar je Atlantis energija in to je tisto, kar ta tečaj počne. Pomaga vam na vseh nivojih izbrusiti, da ste pač volkovi. Vse včasih si potem tudi ovca, ki se ti kaj ne da. Ampak v ključnih trenutkih prebudiš tisto energijo, ko jo rabiš. Jaz sem bil ful na Hvaru, ful. Tako dol mi je vesel za vse. Tam sem jedel tiste ribe in sem tako v izi bil in nič se mi ni dal. Ampak, ko je bilo pa treba gozdni atelje zrihtati, je šel pa Hvar na drugo mesto in smo bila edina s Kristi na plaži, ko smo bila na laptopu. Edina. In zadnje 3 dni smo novo spletno stran urejali, smo bila 12 ur, Kristi je 12 ur delala na računalniku vsebine in urejala vse tečaje. Jaz sem bil 12 ur z dizajnerko in s programerji na liniji, zato da je šel mailing v pravi obliki ven. Vsi ostali v hotelu so žurali. Razumete razliko? Se ne pravim, da je narobe, vse si ljudje zaslužijo dopust, ampak pravim, da takrat, ko je treba, morate znati biti potegnati inicijativo. Ena stvar, ki se je zgodila v hotelu, ki nikoli nisem pričakoval od svoje žene. Ura bila 12 po noč, ona si zabija v glavo, da bo nekaj naredila, nekaj dogodke uredila in to za marc 2018, ne vem, zakaj rabiš za marc 2018 to urejati, ampak vredo. In ona net vrže dol, internet, v teh otokih je ful slab internet. Pade internet dol in ona lovi tako, z laptopom hodi po sobi in kleje in omenja družinsko drevo vsem, ko jih pozna. In hodi in ful pomembno objavo je delala na spletni strani. A veš, objavo, ko bo spremenila ljudem življenja, ko jo bo videli. In na konc gre v spodnjem perilu, zavita v brisačo na hodnik, ob 12:30 po noč, delat, net lovit. In je sedela na pol naga, se s njo sliko pa Stafo poslal, ker to še nisem videl. Naga tam, zavita v brisačo, dela sred noči in pridejo pjani Angleži. Pridejo pjani Angleži, en model tako. Gleda njo, ko za vraga ti počneš. To je Atlantis Master. To je Atlantis Master. Ko v ključnem trenutku potegne energijo in jo spele tako, kot je treba. Lani, ko sem imel misionarko, dobeden ne ve, da sem imel 39 vročina na odru, vneto grlo toliko, da nisem mogel govoriti. Je kdo vedel to? Dobeden ne vedel tega na odru, a ne? 20 minut pred 7, ko sem bil v backstageu, napudran, da se ne bom svetil na kameri, ne, Max to vse ve.
z mikrofonom pripravljen, da odvodim dogodek za 600 ljudmi, mi je grlo zablokiralo. Vročina me je butnala in nisem mogel niti govoriti. Ko so prišli moji starši, sine, fajn nared, nič ni šlo. In potem, ko je bilo 5 minut do 7, sem rekel prav, fuck off, vi tam gor. Dogodek je bil ful pomemben, ful drag, ful veliko ljudi se cajt vzeli, tole bomo speljali pa če crknem. In sem z bolečinami v grlo naredil tisto, kar je treba. In ko je bilo konc večera, sem šel na domžalsko urgenco, ker nisem mogel govoriti, ker sem dobil spuščaje, povsod. Razumete? Kar je treba. In zaradi tega večera je bilo na stotine ljudi imeli spremenjeno življenje. In ena ženska je ohranila svoj zakon, za njo vem, ki mi je pisala, ker je rekla, da je končno videla, kaj je tisto, kar mora pri sebi narediti in se zaradi tega ostala z možem poročena. To so spremembe, ki jih potem kot Atlantis Masteri naredite. Težko je to narediti z glavo v pesku. Vem, kako je, ker sem imel ful dolg. Jaz sem govorim iz lastne izkušnje, ker vem, kaj je treba narediti, pa še vedno se učim. Še vedno sem na poti, povprašam Kristi, povprašam vodnike, kaj je treba narediti, kje delam failure, ampak sem se bil pripravljen tukaj spustiti znotraj sebe v svojemu ego, da se lahko učim. In ko si se pripravljen učiti, takrat imaš vse informacije, ki jih rabiš. Vse informacije so vam na voljo. In ta Atlantis Master je sam začetek, ker vse zgodbe, ki boste naprej boste gradili z novo energijo in z novimi možnostmi. Zato je ta tečaj tako izjemen, zato sem naredil brezplačno predstavitev. Ful veliko prijav je na tečaj, ne bi rabo tega početi, ampak vem, da eni ne boste prišli na tečaj, pa ste mogoče rabili slišati eno stvar danes in se vam bo zaradi tega ena odločitev spremenila. Ne rabite biti v partnerskih zvezah, v kateri se ne počutite dober. Čem je point? Zbereš si partnerja, zakaj? Zato, da bo podprl življenje, ne zato, da bo dol veliko pretepil pa se drl na tebe. Uredite to. Kako? Z Atlantis energijo. Atlantis Master se nihče ne dere. Verjemte. Atlantis Masterju nihče ne šeta okoli. Atlantis Masteri ne čakajo v trgovini na pultu, na tekočem traku, zato ker ona prodajalka s stranko pred vami govori, kako se juha kuha. Atlantis Master reče, gospa, a lahko prosim skenirate izdelke, da grem naprej, ker res nimam časa, pa se pa pogovarjate. Ne stati in čakati, da bo vas svet porinil tja, kamor misli, da pašete. Prevzemite inicijativo. Bom še en primer povedal. Bila smo 2 leti nazaj v Manchesteru. Smo šla na en koncert in sem imela karto Manchester, Bruselj, Ljubljana. In to je bil zadnji let iz Manchestra zvečer. In je bil odpovedan. Oziroma ne, let je bil prestavljen in v Bruselj bi prepozno preletela in ne bi ujela leta za Ljubljano, zato bi mogla v Belgiji prespati. Drug dan je imela pa Kristi ful velik tečaj. In oni so nam rekli, jutri ob 11. boste imeli let iz Manchestra direktno v Ljubljano in boste prišli. In boste ob 2-3 v Ljubljani. Ampak Kristi ni mogla si tega prvošiti, ker je imela tečaj razpisan. Ker so ljudje iz Kopra, iz Zagreba, iz Murske Sobote, iz Celja, Maribora prišli na tečaj. Kaj smo naredila? Šla smo na šalter in rekla, če nama lahko dajo drugo letalo. In je rekla, gospa ni. In smo rekla, zihar je, kje v Evropi letalo, ko naj bo danes spravili v Ljubljano. Dobenega letala ni, gospa. Tako kot vseh ostalih 100 potnikov, počakajte, prespite v hotelu in jutri dobite nove karte. In je Kristi znorela in je rekla, gospa, a mi bo vaše letališče povrnilo tečaj, ker ga sploh ne morete ga povrniti, ker ga ne znate, ker ne veste, kaj oči, a boste vaše letališče ljudem povedali, zakaj ne morajo končati v roko stopnje dobiti certifikato? Boste vi to naredili? Ne. Potem je pa uredite karto zdaj. In je tako stala na pultu in gledala ono žensko. In ženska zgine za 2 ure. In prije čez 2 ure nazaj, gospa, jaz sem pogledala vse, Rim, Berlin, Dunaj, Frankfurt, vsa letališča, Zagreb, vse transferne lete, nikjer nismo lašni leta, samo let iz Manchestra v Istanbul in iz Istanbula v Ljubljano nazaj je prost. Tako da imate 2 sedeža za ta let. In smo prišla drug dan, 10 minut čez 11 na Brnik in smo sem predstavljala tečaj za 1 uro in smo bila ob 12 na tečaju. Razumete? Vsi ostali potniki, razen 2 poslovna para, ki sta bila z nama, so prespali v hotelu in pač zgubili dan svojega življenja zaradi tega, ker se pač nekdo drug odločil, da ga bojo.
A razumete, kje je razlika? Kot človek potegne, kaj je treba potegnati. Kje je tista meja, ki se večina ljudi ustavi, nekdo, ki ima pa močen leadership znotraj sebe, pa povzroči, da se stvari zgodijo. Vse se da doseči. Vse se da zmeniti za komerkoli, ampak morate znotraj sebe znati biti sposobni proizvediti to energijo. To je Atlantis Master. In ko greste sami čez ta proces, ste zmožni kogarkoli v oči pogledati in mu povedati svojo resnico in ste dovolj ponižni, da se lahko spremenite, če se morate spremeniti, in če se vam ni treba in se drugi motijo, ljudem povedati, da se motijo. To sem hotel narediti s tem tečajem, to vodniki dela s tem tečajem. Vsi na tečaju dobijo meditacijske zgoščenke, vodnike, nadangele iz Atlantisa, ki bojo delali z vami in vam bojo pomagali vzpostavljati povezavo z svetlobno mrežo non-stop in vam bojo pomagali sidrati Atlantis kristale v hrbtenico, zato da se ne boste nikoli več uklonili in vam bojo pomagali prepoznati iluzijo od resnic. To je tisto, kar potem delaš, ko si enkrat v močni energiji. Atlantis se pa razlikuje od zemeljskih liderjev še v nečem. Srčnost ima vpleteno. Vsa načela Atlantisa temeljijo na razvoju, na sočutju. In kljub temu, da ta energija na prvi pogled zgleda odločno in tako močna, je v zadnjih iskren namen pomoči. To, ko dam jaz včasih klofuto nekomu besedno, je z namenom, da ga zbudim, ne da ga prizadanem in ponižam. Jaz sem se navadil klofute prevzemati. Churchill je profesionalni borec. On je plačan za to, da ga tepejo. Razumete? Ampak pravim samo, da življenje vas bo klofutalo. Zdaj pa samo vprašanje, a se boste ostali na tleh in boste z modricami se pritoževali, koliko je življenje kruto, a se boste pa ostali pa narediti, kar je treba. Inkarnacijo ste si izbrali pa sami. Sami ste se odločili, da prijete na ta planet. Drugi si izberite drug planet. Razumete? Tako da, to je tisto, kar sem hotel povedati. In cel tečaj je narejen tako, da imate noter vaje, ki jih delate, da imate noter program, ki ga delate vseh 6 mesecev, da imate noter vse podporo, ki potrebujete. In celotna skupina na koncu, ki je na zadnji stopnji končala, je bila spremenjena. Ljudje, ki na prvi stopnji niso mogli povedati 5 stavkov oseb, na zadnji stopnji jebeno niso mogli utihnati. Mogel sem jih prekinjati, dovolj. Minutaža je potekla. Sam še 2 giga prostora imam na spominski kartici. Razumete? Ljudje so se spremenili. Se spomnite, ko ste bila na tečaju, kako so ljudje na koncu govorili o svojih priložnostih, pa ljudem ponudili tisto, kar so želeli, pa postavili meje, pa znali zbrati prav način komunikacije. To je Atlantis Master. In definitivno eno stvar vem, za svoje otroke želite, da so Atlantis Masteri, verjemte. Če imate vi doma lepo punco, staro 13 let, kateri so stvari začele poganjati, pa ima lepe lase in tam v njih je 20 rakunov, ko je nadaleč opazujejo, verjemte, želite si, da je vaša hči Atlantis Master, ko bo šla prvič ven žurat. Videl sem na Hvaru en kup ljudi iz Anglije. Veste, da je ta problematika z Angleži na Hvaru ful velika. Na tisoče in tisoče pijanih ljudi iz Hvara, starih 20 let, ki so delali stvari, ki so se mi kar zagable. Zakaj so to počeli? Ker niso Atlantis Masteri. Ker so tratili svojo inkarnacijo, ker ne razumejo stvari. In vi hočete, da so vaši otroci taki. Hočete za vašega sineta, ko mu bojo prvič rekli pred 20 leti, da nekaj ne more, da vsem jebe mater in reče, zdaj vam bom pa naredil samo zato, da vam dokažem. Hočete take otroke? Hočete ženo, ko vam bo znala reklamacijo v trgovini narediti, ko bo kupila pokvarjen izdelek? Hočete moža, ko vas bo nekdo prizadel, pošel, pa bo poskrbel, da nikoli vas več nihče ne bo prizadel? Take ljudi hočete ob sebi. Kdo hočete, da je vaš šef v firmi? Atlantis Master. Ker ko bo firma imela likvidnostne probleme, ko bo firma padla, delaš na trgu, ko bo prišla konkurenca, bo človek, ki vodi firmo, ki ima to vodstveno energijo, poskrbel, da bo zaposleni obdržali službe. Ker imate direktorje, ko pridejo probleme, ugasnejo firmo, vzamejo cash pa grejo in jim dol visi za zaposlene. Imate pa ljudi, direktorje, ki razvijajo nov oddelek, ko odprejo novo dejavnost, ko poiščejo nove stranke zato, da zaposleni obdržijo svojo resničnost. To je razlika med liderji pa ne liderji. Nič druga. Imate ljudi, ki umrejo za rakom in imate ljudi, ki se sfajtajo z rakom.
Tudi eni, ko umrejo, drugače umrejo zaradi dušne odločitve, ne moramo posploševati. Imate ljudi, ki nič naredijo, imate ljudi, ki ful naredijo. Kje je razlika? Razlika v odločitvi. Ne morate se tukaj vedno zanašati na karmične lekcije. Ja, moja karma je, da jaz sem si očitno dušno zbrala, da celo življenje revno. Ne, ti si zaradi lenobe zbrala, da celo življenje revno. To je velika razlika, razumete? Nismo vsi bude, ko smo se odločili, da bomo inkarnirani v nek samostan in duhovno resnico. Ker ko prideš ti na Petrol in moraš tankati, jaz meditiram, lahko tako rešimo? Razumete, zemlja, morate sprejeti zemljska pravila. In Atlantis Master vas nauči, kako za duhovno vibracijo delovati na zemlji. Tukaj, v tem resničnem svetu, kjer če ne plačeš prispevko, dobiš 15 zvržbo. Kjer je vse stane, ker ti vsi ljudje hočejo udreti v tvoj osebni prostor, ker ti nekaj, kar ni splošno sprejeto, te takoj začnejo obsojati in kamenjati. V tem svetu se moramo ljudje naučiti ohraniti svojo energijo. In to je to, kar ljudje rabijo. Vsi ljudje se želijo zmagovati. Zato gledajo ljudje Eurobasket. Jaz zdaj nisem bil 2 tedna sploh na internetu. In ko prijem zadnjič, včeraj na internet, vsi Eurobasket gledajo. Košarko. Goran Dragić dal koš, Goran Dragić. Zakaj ljudje tako gledajo radi košarko? Zato, ker sami sebe vidijo v ambiciji profesionalnih košarkašov, večina ljudi še do koša ne vrže, ne da bi zadel. Zaradi tega, ker si vsak človek želi zmagovati. Zaradi tega, ker vetlik ljudi, ko gledajo Eurobasket, čutijo zmagovanje in v svoje življenje vnesejo delček čustvene energije in dobro počutijo, ko vidijo uspehe drugih ljudi. Zato večina Slovenije gleda košarko zdaj. Zaradi tega, ker jim to daje navdih, ker se jim je duša zbudi in jim še peta, tudi ti lahko zmagaš, tudi ti lahko greš naprej. Zato so ljudje tako nori na košarko zdaj. Vsi navija za Slovenijo. A bo to, če Slovenija zmaga na Evropskem prvenstvu, komorkoli v Sloveniji raznim košarkašem in lastnikom kluba karkoli pripomogli v inkarnaciji? Ne. A bojo karkoli problemi se rešili njihovi, če bojo zmagali Slovenci? Nobeno se nič ne bo spremenili. Samo tistih 5 minut pa pivo bo spito. Nič druga, nobene druge razlike ne bo. Ampak ljudje še vedno gledajo tekme in so živi. Zakaj? Ker si vsak človek znotraj sebe želi imeti jajca, po domač povedan, da gre tja, kamor želi in ustvari energijo, ki si želi. Vsak človek znotraj sebe je Atlantis Master. Vsak človek znotraj sebe je lider. Vsak človek, ko gleda Eurobasket, je lider. Razumete? Tako da, imejte to pripravljeno znotraj sebe. Prav, odprite si te opcije. Veliko načinov je, kako lahko to naredite. Veliko ljudi je, ki vam lahko pomaga iti naprej. Jaz vam ponujam enega izmed njih. Način, ki funkcionira. Način, ki deluje. Način, ki meni pomaga, mene zlomiti, pa me nazaj zgraditi. Tako da, res sem ful hvaležen vodnikom iz Atlantide in Kvarilijo in Triadam in Morsejo in vsem ostalim nadangelom iz Atlantisa, da delajo z nami te stvari, ki delajo, ker so res pomembne in svet je pripravljen. In vsak izmed vas lahko naredi spremembo. Mi delamo zdaj en ful velik mrežni marketing. Jaz bom zdaj vam nekaj povedal in vi to povedal naprej. Na svojim otrokom, svoji družini, svoji partnerji, svoji ženi, svojim zaposlenim, če jih imate. Si predstavljate, kako vaša firma raste, če imate vi liderje v firmi zaposlene? Če so vaši komercialisti, računovodje, pravniki, skladiščniki, liderji, ko poskrbijo, da stvari funkcionirajo, si predstavljate, kako organizacijo imate? Si predstavljate, kako pomembno je, če vaš partner lider? Kdo pa prav, da boste vi jutri zdravi? Kaj če pa zbolite? Kaj če se poškodujete? Kdo bo skrbel za vaše otroke? Kdo bo plačal bajto? Kdo bo skrbel za psa? Vaš partner. Ampak če hoče to delati, mora biti lider, mora biti master znotraj sebe. In kako boste zdaj ustvarjali tako okolje okoli sebe? Je tako, da boste vi inspiracija. Ne glede na to, karkoli počnete, lahko naredite z leadershipom bolje. In če ste danes nesrečni, v redu. Pač, kar je bilo, je bilo. Preteklost, super, vsak je prišel iz svoje hiše, vsak iz svoje preteklosti, svojega konca. Ampak, če boste pa jutri nesrečni, je pa vaša odločitev. Tukaj, na tej točki me vedno si zasovražil. Res, ko vedno pogledam situacije, se mi ljudje ne smilijo. Ker vem, da imajo vsi možnost. In če človek, ki nima življenja, kakršnega si želi, in če mu jaz ponudim možnost in ne sprejme, pa si sam kriv. Vem, da se dogajajo nesreče, pa pride nepričakovane situacije, sočustvujem z vsem, pa zdaj te poplave v ZDA, pa požari, sočustvujem z vsemi temi ljudmi. Ampak, če bo zdaj ti ljudje dobili možnost, da dvignejo zavedanje, pa pogledajo,
kaj pri sebi delajo narobe in še kar ne bojo spremenili nič, potem pa naj uživajo v poplavah, razumete? Ljudje dobimo odgovornost v svoje življenje vedno takrat, ko sprejmemo odgovornost zase. In danes sem vam jaz ene stvari ozavesto, da ne morate se več zgovarjati na karmo, pa življenje, pa soseda. Ne gre. Edina situacija, ki vam bo omogočila smiselno inkarnacijo, ste vi sami, ne jaz. Jaz sem tukaj sam messenger. Vi sami ste tisti, ki se boste postavili tja, kamor se boste postavili. In če ste lideri, je to lažje, ker boste stali tam, kjer boste vi želeli, ne tam, kjer vas bo drugi postavili. Če hodiš v službo, neko, kjer te vodi nekdo, ki te ne spoštuje, se že vsi ugotovili, da te ne plača toliko, kot ti misliš, da ti zaslužiš, a ne? Jaz vidim ljudi, ki delajo po cele dneve, pa zaslužijo 700 €, 600 €, 500 € na mesec, pa so pridni ljudje. Dol na Hvaru, ko smo bila, sem spoznala ljudi, ki delajo 12 ur na dan za 400 €. Neplačana hrana, neplačani potni stroški. Perfektni ljudje. Ampak so se sami odločili za to, razumete? In jaz zdaj lahko sem takmu človeku ponudim možnost in če bo sprejel, bo sprejel. In to delajo z vami Atlantisovi vodniki. Ker ko enkrat jim dovolite, da vstopijo v vas, takrat vas oni vzamejo pod svoje okrilje in vas brusijo. In rezultat je zelo lep. Tako da, jaz vam res svetujem, da razmislite o teh stvarih, pa ne zaradi tečaja, ampak nasploh. Zaradi tega, da boste lahko svoje življenje bolj živeli. Želim vam, da date plašnice dol in da uporabite hrbtenico. Hrbtenico imamo ljudje zato, da se ravno držimo, da pogled gleda gor, ne da smo sključeni, ne da se skrivamo pred ljudmi. Jaz nikoli ne bi mogel tega, kar počnem delati, če bi se skrival. In bi tam neke anonimne SMS-e pisal in Facebook sporočila. Ne moramo tega delati na tak način več. Zato je narava v težavah. Zato je zrak onesnažen, ker so si na tisoče in tisoče ljudi zadnjih 20 let zakrivali oči. A veste, kak je problem? Vsi veste, kdaj se pojavi problem v zakonu, a ne? Veste, kdaj se skregate s partnerjem, kdaj seks ne funkcionira, kdaj ni spoštovanja. Vsak začuti to. Vse smo živi, se imamo čustva, se imamo čustven sistem. Sam problem je, če se to 10-20 let ignorira. Zaradi otrok, zaradi skupne bajte. Pa je pa problem. In potem se nekega dne zgodi spoznanje, nisem srečen, nisem srečna. Nehajte to početi. Če boste zgradili znotraj sebe energijo odločanja, da boste lahko izrazili in kreirali tako, ko boste vi želeli, se nam take stvari ne bojo dogajale. In dva s Kristi se skregama ful velikrat, zaradi tega, ker smo bila kolerična, ker smo bila direktna, ker smo bila ful energijsko naporna. Ampak vse sproti razrešujemo, nikoli ne gremo spat skregana, razumete? To je ta leadership, ki ga ljudje iščemo. In če mi nekdo hoče ponižati, nikomu ne dovolim, da me ponižuje. V moji hiši ne. In tudi v hiši od drugih ljudi ne. Nikoli se ne spravim v situacijo, v kateri bi jaz sam sebi škodoval. Ker se cenim. Ker se cenim. Kaj to je ena reklama? L'Oreal ali kva? Ja, ker se cenim. In naša naloga je, da se cenimo. In najbolj se ceniš tako, da spoštuješ bojevnika v sebi, da spoštuješ bojevnika v drugih ljudeh, da spoštuješ resnice drugih ljudi, ampak istočasno stojiš za svojo. In če živite tako življenje, potem boste na koncu umrli mirni. Zakaj sem to rekel? Louise Hay, veste, da je umrla par dni nazaj, ne? Jaz se osebno nisem poznal, ampak sem jo pa želel, da bi kdaj videl, ampak je pač nisem. Ampak njeno delo je pa res dobro. Ni veliko duhovnih učiteljev, ko imajo tukaj dobro delo, pa temelje, ko jih ona naredila. Ona je resnične stvari učila. In sem se s Kristi pogovarjala, sem rekla, gled, ta ženska res poštekala life. Posilili so jo, raka je dobila, se sama ozdravila, ker umreti z rakom je ful boleče. Videl sem to pri Mirjani, pri Kristini mami, koliko je to boleča smrt. Sploh, če imaš raka na trebušni slinavki, ali pa rodilih, ali pa kostnega, to so težke zadeve. In Louise Hay je pozdravila raka, naredila največji lightworking v zgodovini modernega človeštva, definitivno največji lightworking na milijone ljudi je vplival, delala to desetletja, pustila tako zapuščino za sabo, da je zaradi nje zemlja spremenjena in potem mirno v spanju umrla. Ni to nekdo, ki je poštekal življenje? Razumete? In to si pač, mislim, da tudi vi želite. Umreti mirni.
Ker takrat, ko umremo, ne umremo, ampak samo pridemo v drugo stanje zavesti in se cikl nadaljuje. Ampak biti pomirjeni za svojo izkušnjo. Jaz ne bom nikoli pozabil, ko sem z eno staro gospo govoril, ko je bilo strah umreti in ko sem se pogovarjal, zakaj je strah umreti, je rekla, ja, vse je bilo brez veze, sem cel življenje sem delala, pa nikamor nisem šla, pa nič nisem naredila. Nočete tega od svoje inkarnacije. Jaz tega nočem od svoje inkarnacije. Jaz hočem smisel. Hočem, da se stvari, ki si jih želim, zgodijo. Meni vse, kar hočem, mi pripada. Pa če hočem 5 avtov, bom imel pa 5 avtov. Zakaj? Zato, ker jih hočem. Ker mi pripadajo. In isto vam. Vse vam pripada. Tako da ne dovoli drugim ljudem, da vam dajo poklop na vas, na vaš potencial. Ne jim dovolite, da vas prepričajo, da ste manj kot to, kar ste v resnici. Ker če bi vi vsi videli, kdo ste vi kot višji jaz, nikoli, niti za sekundo v življenju ne bi dovolili, da vas kdorkoli ne spoštuje manj od tega, kar si zaslužite. To ste vsi vi kot višji jazi, kot duhovne energije. Vsak izmed vas. Ampak je vaša naloga, da spremete to energijo pri sebi. In to je Atlantis Master. Hotel sem vam povedati to danes, hotel sem vam pokazati nek uvid, kaj je Atlantida. Atlantida je tečaj, ki te prime, te objame in te pele naprej. Jaz vse, kar počnem z Atlantisovimi vodniki. Tudi, ko se pelem po cesti in me nekdo izsiljuje, ta avto umaknem z Atlantisovo energijo. Ste vedeli to, da se da to delati? Ste vedeli, da se da ljudi na cesti, ki vas izsiljujejo in prihitevajo v škarje in vam blendajo do zadih in delajo stvari, ki jih ne bi smeli, da se jih da umakniti z energijo. To vam Atlantida pomaga čudovito. Jaz sem Hilakana pa Dakajo, to sta moja 2 živalska vodnika z Atlantisa. Vedno, ko srečam človeka, s katerim nočem imeti opravka, njo pobožam in ona 2 energijsko ustvarta med nama trenje, da se najin kontakt ne zgodi. Razumete? Kalakada je moja vodnica za pisanje. Vedno, ko mi zamrznejo možgani, ko pišem knjigo, pokličem Kalakado in mi ona pove, kaj moram napisati. Če nje ne slišim, vprašam Kristi. Razumete? In vsak izmed vas ima te vodnike. Vsak izmed vas. In ful je pomembno, da izkoriste ta potencial. Svet ni to, kar zgleda na prvi pogled. To je samo posledica. To smo se prej s Čorčipom pogovarjali pa zlajo, ne? To, kar ljudje vidimo, je samo posledica. To je že zmanifestirano. To je bilo že prej ustvarjeno. Vi morate priti do stanja, ko ustvarjate na nivoju duhovne energije. Tam se dohaja manifestacija. Tam se vse začenja. Večina ljudi gleda, zakaj je življenje takšno, kakršno je. Gledajo že posledico. Ne moreš spremeniti posledice. Lahko pa spremeniš vzrok. In Atlantis Master te pripelje do vzroka. In ko ti enkrat spremeniš vzrok, potem je pa posledica tvojega življenja točno to, kar želiš. Okay? Usode niso vnaprej določene. So neke verjetnostne resničnosti, ki jih imamo ljudje, ampak katera se bo pa uresničila za nas, je pa odvisno od tega, kaj bom jaz danes naredil. Ker dejstvo je, da sem jaz lahko jutri 2. Lahko sem milijonar, lahko sem pa brezdomc. Ne glede na to, kje sem danes. Ker moje odločitve, ki jih bom sprejel v odnosu do svojega zavedanja, bojo odločile, kje jaz jutri bom. Imam pa vse možnosti. Od mene je odvisno in od mojega leadershipa. Razumete? In zelo malo ljudi razume vaše življenjsko poslanstvo bolj kot vi sami. Zato je pomembno, da začnete sami sebe poslušati, ker drugi ljudje vam v resnici v celoti ne morejo svetovati. Lahko vas usmirimo, lahko ti rečem, Nal, tvoje poslanstvo je delo z ljudmi, nisi za v laboratorij, pa za v arhiv. Razumete? Ali pa tvoje poslanstvo je biti, ne vem, podjetnik. Ni veterina pravi posel zate. Lahko te usmeritve naredimo, pa končno sliko pa samo vi veste. Zaradi tega, ker ste se rodili za to, da jo veste. In vsi imate vse znanje, ki ga rabite. Vsak izmed vas ima znanje, ki ga rabi. Ampak morate prevzeti odgovornost, da ga najdete. In kako ga najdete? Tako, da sledite sebi. In prosim, uporabite vse kozmične vodnike, angele, energije, ki so vam na voljo. Ne rabite tega delati sami. Če bi ljudje delali sami svoje inkarnacije, veste, koliko počas gre zemljsko življenje naprej, koliko počas se vse dogaja, če delate sami stvari, uporabite stvari, ki so vam na voljo. Uporabite Morseja, nadangela z Atlantisa, da vam pokaže, katera služba je za vas in katera ne. Kateri ljudje so produktivni in kateri niso. To so stvari, ki so vam na voljo.
Razumete? In to je vaša odločitev, kaj boste naredili. Okay? Snemali bomo stvari, dobili boste gradivo, skripta je kar pač konkretna. Dobili boste CD-je, dobili boste videoposnetke te zadeve, zato da boste lahko delali trening na sebi. Jaz sem svetujem, da premislite, ne rabite te odločitve zelo sprejemati, če že zdaj veste, lahko mi pišete sam mail, da vas dam na prijavno seznam. In vam res želim, da vsak stopi v energijo liderja. Da ko vas naslednjič vidim na pločniku, da hodite kot liderji. Pločnik je moj. Razumete? Ne, da se umikate ljudem in bežite pred nečem in se skrivate in se nočete vrniti tja, kamor prihajate. Ni fora to. Jaz hočem, da ste vi srečni, ko greste domov. Ne pa da, spet bom unga starega kozla mogel gledati. Ali pa jaz hočem, da ste srečni, ko greste v ponedeljek v službo. Ne, da ste zamorjeni 8 ur tam, da čakate, da mine. To je izguba življenja. Jaz hočem, da ste mirni, ko pogledate svoj bančni račun, da ste mirni, ko odprete svoj hladilnik, ker je v njemu to, kar radi jete in kar vam koristi, da ste mirni, ko pogledate svoj telefonski imenik. Ne, da imate skozi blokirano, ne oglašaj se, idiot. Okay? To je point življenja in to lahko vi naredite. To je vaša odgovornost, da naredite. In do zdaj vidim, da tukaj ste vsi pač polnoletni, ste dobili izkušnje, ugotovili ste, kaj vam je všeč, kaj vam ni všeč, kaj bi radi, kaj ne bi radi, kaj funkcionira za vas, kaj ne funkcionira za vas, vsi to veste. Zdaj pa pomembno, da naredite seznam in ga uresničite. Zelo simpel je. In največji fora je, da je vsak človek sam par mesecev od tega, da se celo življenje okoli obrne. Ne rabimo zdaj 10 let transformacije, par mesecev realno, da spremenimo ključne navade, katere bojo dolgoročno spremenile podzavest, čustvene vzorce in rezultate. To, da življenje ni tako negnetljivo, ko zgleda na prvi pogled. Vse se lahko spremeni. Vsak izmed vas se lahko zdaj preseli v Budimpešto in jutri boste Madžari. Vsak izmed vas se lahko zdaj loči in jutri boste samski. To je dejstvo. Vsaka večina izmed vas lahko zdaj zanosi in čez 9 mesecev vas bo več. Razumete? To so stvari, ko so ključne in planet Zemlja nam omogoča spremembe. Bog, kdorkoli tam gor, reče, karkoli povej, bi rada, super nared. Na voljo ti je. Vsi lahko v 4 letih spremenite poklic. Vsi, vsak izmed vas lahko čez 7 let farmacevt in delate v Krki. Vsak izmed vas lahko čez 5 let govori to jezik, katerega zdaj ne govorite. Vsak izmed vas je lahko čez 5 let nekje, kar danes ni. Odvisno je od vas. Zaradi tega pametno zbirite odločitve in pametno gledajte, kako upravljate energijo. Ker ni fora, da se zaženete v nek cilj, pa čez 2 tedna preveč sem si naložil. Ni fora. Če ste si nekaj naložili že v štartu, lahko to speljete do konca. Okay? In to je tisto, kar želim za vsakega izmed vas, ne glede na to, prijete na tečaj ali ne prijete na tečaj. Hočem, da ste srečni, ko umrete, po domač povedan. Okay? Kako morbidno predavanje.